Kava s Červekom. Dobrodošli na božično jutro na Radiu 1. Nema veze, če je božič, najprej vesel božič sem skupaj, vesele praznike, zdaj le bo pa spet čas za kavico. In ker je tole božično jutro, vam je božiček prinesel darila. Dva, če smo natančni, danes sta z mano najbolj pržmojznana na Radiu 1, to sta Anja Ramšak in Robert Troškar. Dobro jutro. Dobro jutro, božična Slovenija. Srečen božič vsem. Ja, Wow. Sem sta kar nasmejana, žarita vidim. To je ta božič v nama. Veš, kaj to je moj cajt, jaz obožujem božič, tako da jaz sem cel srečen. Ja, in jaz sem srečna, kadar je Robert srečen, ne vidiš, to je perfektna kombinacija. Dej, ale se gremo takoj tega dotakniti. Roškar, zakaj hudiča ta božič toliko natepavaš? Stari, sem razmišljal, ampak zdi se mi, kot da je bilo v mojih mladih letih za Pa daleč božič, nazaj. za božič vse vedno fajn. Ja. Zdelo se mi je, kot da smo vedno dobro jedli, pa lučke so gorele, mama je bila manj zoprna. Zdi se mi, kot da je bilo vse bolj fajn za božič in se mi zdi, kot da se še danes me to žene. Kot da je vse za božič malo lepše. Hočeš reči, da ti zdaj ni tako dobro, kot ti je bilo? Ne, bolj fajn čez celo leto se mislil. Okay. Takrat mi je bilo vedno najbolj fajn. Se mi zdi, da imam lepe spomine na ta del leta, kot da takrat ni bilo toliko skrbi, a pa smo jih z lučkami zakrili. Okay. Ja. Anja, ti nisi toliko mahnjena na božič. Ne, jaz nisem tako mahnjena, mislim, imam rada ta čas. Ja. Lepo mi je za božič biti z družino, všeč mi je iti na lučke, pihati kuhanca, se dobiti z ljudmi, s katerimi se nisem dobila že ogromno, mislim, dosti časa. Mi je lepo, ampak ne bi pa glih zdaj, ne vem, ustrajala v tem času leta. A ni muzika ful dobra božična? Moš priznati, božična je prav zakon. Mislim, všeč so mi te slovenske, ker pač Vem, imajo neki pol umeli decembra živijo. imaš, ne? In band Aid, Julian It's Christmas Time in tle se pri meni zaključ. Ti imaš rada dve božični pesmi? Na božično noč od Pop Design pa Band Aid? Ti imaš rada dve Mislim, božični pesmi? da mi res naredi, da je res tako dobro mi je. Kaj pa Mariah Carey? Aljaš? Ne, vidva, Kaj kaj pa Mariah je. Carey? Men Pač dela ni- zame. Tebi mi- ni nič posebnega, Mariah Carey? Ne. Res ne? Mislim pač v Koliko bi redu. dalo ceno od 1 do 10? Dejta nadaljevati, sem povedal, kakšno kavico pijete, da delongi Z naredi. mlekom. Jaz bi tudi z mlekom, Ja. ja. Ok, zdaj pa kjer komat. Jaz bi dala Koliko bi dalo od 1 do 10? 4. Niti 7 mi ne bi dala? Ne. Ančika. 7 bi dala Rudolfu. A pa Santa Claus is coming to town, ampak v Jackson 5 izvedbi mi je všeč. Jaz sem kar zgrožen. Ali da malo Aljaž? uletim. Kaj? Nek shod. Koliko bi dal ti od 1 do 10? Kjer me komada? Mariah Carey. All Od Want 1 do for Christmas is 10. You. Ja, če smo na božičnih, dan 9, ajde. 9! Ti fanatik, O tem ti govorim. Ne vem, meni ni, ne vem, mogoče pred zlajna nam je že, ne vem. Ne, jaz sem gledal na splošno, veš, pač kot komat. Ja. Za božič je tu stalnica, tako da mu Jaz dan ga 9. poslušam poleti na morju in je zakon. To je univerzalni, unisex, vse splošni komad. Veš, Unisex, ja. jaz tega ne maram. Jaz zadnjega novembra božične sem še proti, totalno. No, v redu, ni problema. Totalno Pusti mi proti. moja Maraja. Izvoli, očitno je lahko tvoja, noben se ne bo zagrebil za no. Ej, vidim, da sta oba tudi v božičnih puloverjah, ne? Tako? Sam ga nimam, ga sploh nimam Nimaš, doma. ne? Ne? Niti enega Moramo v svoji enega kolekciji. zrihtati. Niti enega. Nimam ga. Vsa ta leta si ti ni en znašel od nekod, si ga prinesel, Ne. a si ga najdel v eni trgovini za 5 evrov. Ne, sicer me ga ni bilo treba v smeti vrš, ker jih nisem dobil, ampak ne, ga nimam. Dajte poslati Červeko, lepo prosim. Ne vem, kje je kamera. Červeko, en božični pulover, prosim. Vsi zdaj so ful znižani po božiču. Roškar, koliko jih imaš ti doma? Veš kaj, zdaj sem upgradeal stvari v smislu, da imam celo zdaj že 3 srajce. Opa. S kratkimi rokavi, pa z dolgimi, in pa letos prvič tudi kratka majica in zdaj imam prvič Ugly Christmas shirt, kot vidiš, je to kratka. Vidim, ja. To pa zato, ker mi je v Ugly Vidim, Christmas malko. sweaterjih, v Ugly Christmas sweaterjih mi je zmeraj ful vroče, ker so pač volneni, Ful so volneni, in ja. poloverasti. In sem nadgradil mojo skupnost z majicami. Skupnost. In ta, res da je malo, ker z AliExpressa je malo umetnasto materijala. Zgleda kauna za telovade, v bistvu. Ja, A veš? pa ni. A ni? Ne, to zares ne Švica preveč dober, ampak je pa ful Wow, mehka. še dobro, da ne delava danes popoldne, Ne, da še vedno fudišim. ne Ne, boš še fudišim. smrdel. Ne, veš kaj, imam jih pa po moje čez 30, ja. Zdaj že jaz sam 4. No, evo, Ja. vidiš počasi, jaz sem tu Ni začel 4. šans, stari. Kako drugače vidva praznujeta božič, tisto me zanima. Čist sta doma, tradicionalno, gresta kam ven, k polnočenci. Za božič bom z družino doma, doma bom z družino. Ne, jaz imam v bistvu zelo lepo tradicijo, ki se je začela, ne vem,
smo po moje 15 let nazaj, sicer kot veste, sem Slovengraca, ne? In enkrat smo, ne vem, po moje sem bila v srednji šoli, smo rekli, dajmo narediti mi svoje polnočnice in en kolega naredil na dvorišču, da enega prijatelja stand-up. In smo imeli polnočni stand-up pač na predbožični večer, ne? Doma smo pojedli večerjo, predbožični večer, polnoči smo bili na teh polnočnicah, medtem ko so ostali hodili v cerkev, smo bili mi pač tam in ta tradicija se je obdržala do danes. In v bistvu imamo vedno, se dobimo iz vseh koncev, pridemo Slovengračani, kjerkoli smo pač doma, pojemo doma to večerjo 24. in gremo zvečer ven. Na stand-up. Ampak ta stand-up je zdaj šel v žur in imamo prav v čajnici v Slovengracu party. Do jutra. The best. Ja. Na božični večer? Tako, ja. Prav na 24, ne 15. To je že več kot 10 let, še več. Ja. Samo potem se pa ti nenavadno dobro zdaj držiš, glede na to, da... Tako, jaz sem včeraj šla malo pred domov. A si šla malo pred domov? Ker smo mogla še priti do sem, ne. Roškar, kaj pa ti? Hvala lepa. Mi imamo zelo, zelo klasično stvar, doma jemo in moje ambicije so vsako leto zmanjšati število prilog, ker jih ne rabimo. To se pravi, ne rabimo restanega riža, mi rečemo krompirjevi lulčki. Mi nič tega ne rabimo. A lahko naredite samo restanega. A veš, jaz bi samo restanega. To je mene, to srce boli. Dajte narediti samo restanega in bom jaz srečen. Ja, nobenih drugih prilog ne rabim. Hvala lepa. Tako da to, drugač pa pač pojemo, pa gremo spat. Ne, pa ne grem žurat. Sem sorry, ker sem včeraj delal malo researcha za tale pogovor, ker sem pogledal video, ker si ti prišel nazaj lih 1 leto, ker si vzel malo premora, stari res bil zalit. Absolutno. Zato pa ti govorim samo ena priloga. Prav, če zadnjič si mi rekel, ne? Ja, ravno sem se pogovarjala pred par dnevi, da sem gledal posnetke iz 28 ur dobrodelnosti prejšnje leto. 21, ko smo igrali narodno zabavni loži. O, ljubi sveti Jezus. Veš kaj, ko bom imel ful zdrav apetit, bom pogledal te fotografije. Gremo zdaj najprej na vajine začetek. Božič smo obdelali. Zanima me, kako sta prišla vsak posebej na svoj način na radio? Ker devanja midva začeti. Okay. Jaz sem prišla na radio... A ti ne zanima? Ne veš, kaj zelo bi sledilo za kavo. Tu je nekje. Mislim, da je bilo leto 2014, po moje, kaj takega. A boš robet? Ljudi zanima. A ja, oprosti, veš kaj? Ja, moteče je. A ja, moteče je, sorry. Ne najdem sledila, se boš mogoče. Drugače dobro, probi. Zelo redo. Ja. Torej 2013 je bila audicija in na tej audiciji mislim, da nas je bilo več kot 600 in 4 smo prišli iz te audicije ven na radio in 3 smo še danes tu, to je Oskar, jaz in Eva Godina. Ja. Pa še en fant, mislim, da je Tomaž, mu je bilo ime. No, glavnem, in smo začeli na tem enem manjšem radiju, so nas uvajali, potem so pa mene ponudili za vikende. In uvajal me je, pa ste to, Robert Troška. Ja, bi se morate razumeti, jaz sem naredil, Anja Ramšak. Tako, tako. Se kako praviš, da učenec zmer preseže učitla, ne? Čarvek, jaz ste prav... Jaz sem vesel, da ste seveda že pred snemanjem dogovorili, kako se boste pogovarjali in v katero smer bo vodil ta pogovor. Bi pa rad povedal, da res takrat, ko sva se uvajala, jaz se spomnim najnega uvajanja, si nikoli ne bi mislil, da se bo to zgodilo, kar se je zgodilo. To je pa res eno večje presenečenje mojega življenja. Da boš pol tisto žensko, ki se uvaja, umel med sabo. Mislim, pa na tak način, no. Na tak način. Predvsem na tak način. To je prav... Ja, res smešno, kako življenje zapelje stvari. Ja. Daj se rekla, da je bilo to kjerga leta? 2014 je bila audicija, po moje 2014, mislim, da marca, nisem ziher. Tukaj sem že nekaj časa tleja. Stari, po letih bi to bilo moja litko prva audicija tukaj. Ja? Sam da jaz nisem zraven prišel. Jaz sem prišel v drugi krog takrat. Kaj? Ja. Jaz sem bil še študent, ker sem prišel sem na audicijo. Ja, tudi, ja. In nisem prišel čez, sem prišel samo v drugi krog in pa so mi poslali mail in so mi rekli, lahko prideš pa na zastojn kao uvajanje. In sem tako, ne. Hvala lepa. Škaj, vse se zgodi v pravem cajtu. Tako, vse se zgodi v pravem cajtu. Vem pa, da je bilo ful dolgo, da je trajalo. Ful je bila ta audicija trajala tako več mesecev. Ker tako ful časa je trajalo. Ne vem, jaz sem hodila še na faks, pa službo sem delala, ja, ampak to je bilo tako, pridite jutri zjutraj ob 7 nek psihološki test in ta psihološki test traja 5 ur. Kako pa je izgledal psihološki test? In kako sem ga jaz naredila, jaz še zdaj ne vem. Prosim, kako pa je izgledal, da si mogla risati drevo, vedno rišeš drevo. Ja, drevo sem risala absolutno in na podlagi tega drevesa je ta psiholog rekel, da imam težave z očetom in jaz kako? Jaz sem risal drevo in mi je psiholog rekel dominantna mati. Ok, hvala lepa, prodano. Jaz nimam težav z očetom. Prodano, verjamem, da deluje. Rošer, kako pa tvoj začetek? Se še spomniš, takrat, če ni bilo radia kot takega, veš, je bil na posebni, skozi drevesa so se pogovarjali. V kamne klesal.
Jaz sem šel pred Pa da povej, koliko 20 je. leti, prav pred 20 leti, na audicijo na lokalni radio v Mariboru, ker sem živel. Ja. In so me poslali, takrat je bil festival Lent in sem mogel posneti 2 prispevka na festival Lent. In jaz mislim, da ni bilo najbolje. Vem, da je bila ena gledališka predstava za otroke in jaz sem bil tam cel pokakan. Meni se je to zdelo pač tako, jaz tega ne morem zdaj speljati tega pogovora. In potem so mi rekli, dragi Robert, mi vidimo potencial v tebi, po mojem so me sam tolažili, ampak daj se prej priti na ene osnove, na en drug, še manjši radio naučiti, pa pol priti nazaj k nam. Pa nisem šel sicer nikoli nazaj k njim, ker sem šel pol res na drug manjši radio in sem kar tam ostal. Spomnim se, da sem prišel v soboto na razgovor k mojemu nekdanjemu šefu na tisti manjši lokalni radio in je on rekel, veš kaj, moram za nekam iti, na izpolnil glasbene želje. In me je posadil dol, po zelo podobno mešalno mizo, kot imamo mi tu, pa 5 računalnikov in je rekel, zdaj to ni problema, tam imaš Uroša, enega našega tehnika, ti bom povedal in je šel. In se rekel, ok, Mariah kaj pa Carey zdaj iz naredim? prve, a? In potem ta Uroš rekel, veš kaj snijem, jaz tu nekaj montiram. Ja, ok, tem pa zdaj pač le posedem, a? No in potem sem pač počasi z muko samo osnovne reglice dvigoval in do polnoči, od 8 do polnoči izpolnjeval glasbene želje. A? Wow. Spomniš, ker ga komada? Ja, vem, da je bil Davor Borno. Ne sprašuj, pač tako je bilo. Če temu se reče, da si pa bil res vržen v vodo, po moje bolj ne moš biti, kot sem bil jasno. Sandro, ti si bil dosti v štartu, se pravi, že v etru, ne? Jaz sem bil takoj v etru. Dobesedno brez česa. Ti pa nisi bila čista takoj, ne? Jaz sem, mislim, na radio ena ne, ampak jaz eno imam za sabo še 10 let dela na lokalnem radiju. Jaz sem začela pri 14, v bistvu že zgodaj delati. Na enki si šla najprej pol tudi Mislim, da za... imaš ti 10 let dela na lokalnem Ne, radiju. znam že zdaj, torej več kot 15. Ja, jaz sem delala od 14. leta do neko oddajo za, ne vem, osnovnošolska, dijaška in pa še študentska. Ja. Mislim, da imaš skoraj podobno let karijere. Tako, sem jaz sem ful mlajša. Ne, jaz sem v bistvu sem bila v etru takoj na enke. V etru sem bila takoj na enke. Aha, okej. Ampak potem sem pa postala producentka od Audiča Ja. in pa sem delala vikende, ker najprej smo imeli tukaj le Radio S, ker smo vrteli samo slovensko glasbo in jaz sem tam začela delati. Ne. Mi smo imeli res radio S. Tam v bistvu sem jaz delala. In potem sem šla torej na vikend oziroma na večere in potem kot producentka Denis Audičova. In to mi je bilo the best, sem se folujela z ekipo in polka je šla Jana, sem jo menjala. In pol dobimo ta moment. Ker si bila že tako zraven? In Ja, ste ko rekli- so vedeli za eno leto, pač veš, ne da se nam uvajati nove osebe, a ne. Mogoče celo, da je Denis videl potencial, tako pravi. In potem si se še enkrat napila in si bila zvezda. Tako, To je to. v bistvu, Super. kratkem. Točno to začnem zdaj le. Kako je bilo te takrat dejansko? To ni bilo fake ali To ni bilo karkoli. fake. Ti si prišla... Ne. Mislim, lejte. Glavno, zadeva je bila taka, da jaz sem mogla iti, pač, mislim, mogla iti z veseljem, sem šla na to popremenado, ker pač, ne vem, sem bila nova v tem medijskem svetu in se mi je zdelo, da to moram iti in se mi je zdelo, da to so same Popromenada je zelo zvezde, mikavna stvar, ja. pač zelo je mikavno in the best in oni vsi tam je zaston, tam je dobro za jesti in če pač kaj, a ne, imamo na tej firmi radije, pa da je zaston, a ne. No in glavno, jaz sem že v 12 zvečer pač bila vesela in sem rekla, neče jim dam in pa pride Gašper Bregant in Gašper valjda ne bo šla domov, to je zdaj ta žur leta in mi da klok, že nas vrže ven in rečem, jaz ob 2 pismo, jaz sem valjda šla spat za 2 uri in smo šli na plac v bistvu od Tomija od Sidarte, je bil tam žur in smo bili tam in smo se družili in ura 4, mi 2 kličeva taksi in prideva oba, da sem. Klinc gremo v ših. Ampak meni se stvari še vidi, da sta zdelo. oba prišla Ja, sem. meni se stvari Ja. zdelo, da je karkoli take, mislim takega, da sem v redu, ampak ko je pa bilo prvo vreme, je bilo pa malo problematično. Ampak ja, malo mi je bilo bad. Ja, so bili pol kakšni problemi dejansko. Mislim, jaz sem pač pol, dejansko zgled, pač ta posnetek traja, mislim, se je dogajal, ki pač je objavljen, je od 5 do pol 6 zjutraj. Ja. Pol naprej je bilo vse normalno. Če bi pač nekdo začel ob 6 zjutraj poslušati, ne bi nič vedel. Razen, Čakaj malo, to je bilo vse iz prve pol ure? Ja. A ja, ti si potem si tako Jaz sem zbrisala, bila v redu, jaz sem bila tako, Ja, pač, to je a veš. začetek. Ja, A to jaz ni mislim, bilo da to cel prav program presection, tako. Ja. Ne, tega pa ti- ne, tega ne, prispevka ne, tudi jaz se nisem vidiš, da vedel. tudi luči ni bilo, to je bilo samo zjutraj, pač, ne vem, do Wow, pol okej. 6, mogoče 20 minut, I don't know. In pol je šlo vse normalno, in tako so me hecali in to, ampak sem že malo boga in me je luše, se ful spomnim, pelo domov. In jaz sem šla spat in sem se zbudila in tako mesičev, milijon tavžen, ne vem, Denis 100 mesičev, Anja, le, ti samo uživaj, zdaj se nekaj dogaja, nisem jaz sem dober, ja, pač Da te ne bo ne se skrbelo, da je slabo, sekirat, ne? res, ne se sekirat, vem, kaj delam, vse je kul, lušna sila, in pogledam in ne vem, in pač takrat se je zgodil svet, no. Mislim, valjda je bilo pač tudi vmes komentarjev pijana, pa ampak pač še enkrat ni šlo, nisem,
kot ste videli video, pač ni šlo za nek. Pač, ne vem, stara sem bila 30 let, vesela sem bila, odvijal se mi je, celo življenje se mi je zdaj začelo odvijati, prvi tak žur, malo sem se spozabila in to tudi priznala in bilo je lušno in lej, smo, kjer smo, Robert. Roškar, ti že bil kdaj pod dozo v etru? Kaj ne vemo? Mislim, kako to misliš? No, povej zdaj. Zagotovo smo že kdaj nazdravili. Ja, ok, se to dela ta v šov domov. Ja, ne, v šov domov recimo petkih vsak samo. petkih Ja. nazdraviva, vikendu, to imamo ta znameniti slovenski pozdrav, opa. Ja. In zagotovo, če sem kdaj kakšno pijačko spil, se V petek, ne? me je recimo mogoče malo segrelo. Ja. Ne, ala se povem gre. samo še eno, ala povem eno Božično anekdoto. jutro, to je družinski radio. No, pač Roberta je enkrat v tem letu, poleg vseh ostalih problemov, ki jih je imel, ga je štihnilo tudi v križu. In Robert ni šel k zdravniku in Robert je pač malo pogledal več po teh škatlicah, ki razdravila ima vse doma in je vzel ene močne, zelo močne tablete in pa je čez spil viljamovko. Ne. Ja, in mi sva bila na terenu. Ker sta že bila na neki kmetiji sva oddajala in Roberta je žvajznilo, kar je tudi povedal v eter, da je zadet komamba. In jaz sem sam telefon zelo roke in sem rekla, ok, Garga, meni kdo bo zdaj klical, ta prvi, da se s tem soočimo in ni bilo to. Komamba je rekel, zadet komamba. Res sem rekel zadetko mamba, ja. Ampak jaz sem pač bil malo omotičen, no? Ampak jaz sem še zmeraj profesionalno oddelal A svoj jaz program. nisem. Absolutno. Leko kliko imamo zdaj na Klica. YouTube. To ni res. Bog ne daj, da promoviramo kakršnokoli to vrstno delo, ampak gled, ja, takrat sem kombiniral se zgodi. tabletko, ampak ni pa me toliko več križ bolel. To pa je res. Vredno nisi čutil. Kiropraktik je rekel, vem, da je to ful grozno, ne smem ti tega reči, ampak če boš kaj spil, te bo križ ful manj bolel. Jaz to, ker imaš imel bolečino v glavi. Anja pa si še zmeraj kraljica požirka. Pa, Da razbijemo to. razbijamo da damo tabuje. Ne, mislim, da tabuje. zdaj, če si, jaz mislim, da kraljica ne. požirka nisem že dolgo. Mislim, še vedno grem rada žurat, še vedno rada nazdravim, ampak mislim, da... Jaz res mislim, da nisi ti da kraljica nisem. požirka več, ne? Ne vidim te tako. A je pa bila? Nisem Zihar. bila, pa niti ni ne to Ne vem, mogoče. če, mislim, da... Ne. Ne, mislim, ker zdaj da- se te več drži ta sloves, ne zaradi tizga, pa v koliko je to redu. tudi že nazaj. Zaradi Ne? tega To je enega že ful videa, časa v resnici. nazaj. Ja. Veš, jaz sem videl že toliko drugih tle na firmi nasekani bolj kot Anjo, tako da se mi zdi, da ful Po- pokrivem Kar skoraj zameni, včasih. Ne moramo. Pokrivem se mi zdi, da se skoraj drži ta sloves. Ja, no. veš kaj, ja, Kako bi mislim, to- ampak jaz mislim, nisem, pokrivem. jaz pač s tem absolutno nisem obremenjena, nisem sploh, pač Zdaj mogoče prav. od začetka sem bila, na koncu pač se mi zdi, da mislim, je ful važno, kakšen človek si in to je to. Odlično. A ne? O, kako Ja, lepo. mislim, a veš, vsakega se primerna stvari, sploh če te ljudje ne poznajo, zares, a ne, ne vem, ne moreš, pač važno, da si dober človek do sebe in do drugih in ostalo, kar si drugi mislijo, je pa res vse. Tako. Ej, danes sta imela, lejte, bitenc, se navdušen z Uniplonska. Danes imata že par momentov, ko sta bila tako, jej, bravo midva. Ja. Drugače sta kot pes pa mačka, ma danes lej sta usklajena. Pa nisem tako pes pa mačka, mislim, se tudi, mi da se rada zbadava. Je pa res, da sem si en teden nazaj, sem imela nek emocionalen moment, ki mi je zelo veliko pomenil in sva si pač povedala, kaj vse, mislim, ne bova zdaj tega delila, ker to je vse stvar intime, ampak tako Ja. drug drugemu sva odprla srce, kaj vse sva drug drugemu dala, recimo v zadnjih letih. In kako se nam je življenje spremenilo? Da videla zato, sem ker je mama drug res rada, prišel. Ja. ja. Mislim, da sem mami dva res rada. Ja. Ampak Ne sem- mislim, to je ne, mi dva se mava res rada. Ja. Ne samo mislim, da se mava. Pač eden mora biti pač zmeri boljši. Pa sta se kdaj skregala unu na smrt, da Na so bile smrt tudi ne. posledice pol. Na smrt ne, sva se pa ene parkrat, sva se butila, ampak ne tako. Recimo, Zdaj ko se, si- v bistvu se že zelo dolgo nisva. Poleti sva se Poleti moje. sva se eno jutro enkrat. Ker je on zamudil, jaz sem pa polna sikana. Ja. In pol, a veš, ne moreš kar tako priti iz tega dobro jutro, veselja, kao, ni panike, si zamudil, prosim, misla si pa, dej, model, Allah. Pač. Bila je nasikana, ampak je trajalo zelo kratek čas, včasih Ja. je trajalo dlje. Se pravi, ona je zelo zmanjšala to časovnost nasikanosti. Ja. Včasih se kar ni mogla odsikati, Ja, prav, ampak- zdaj se pa ja. zelo hitro odsika. Ja. In to je trajalo 20 minut. Čaj. In jaz sem bil malo tiho, en break sva naredila, mislim, en vstop v eter sva naredila. Malo tako, malo ja. tako, da se je mogoče tudi čutilo, da nekaj ne štima. Ja. Po pa sva odprla okno, ona je šla lulat, jaz sem vodo pil ali pa kavo, pa je bilo vse v redu. Zelo Zelo dobro, hitro da se sva. zna Pa tako tudi- hitro popotati. Zelo no. zrelo sva to Tako pa pol rešila, tudi, ja. ampak tudi ne pomeni, da pač to potlačiš, ampak rečeš, ja, mogoče sem, mislim, sem si rekla, ja, nasikana sem vas, ker si ti zamudil. Jaz sem bila imela tudi, ne vem, slabo noč ali nekaj in sem bila tudi ful hitela in je pač vse padlo name in mi ni bilo kul in on reče, ok, spremem, sem ne rabiš biti pač nasikana, tudi tebi se lahko zgodi
in pol pač dan del v redu rešeno. Gremo naprej. Ja. Pač Samo ni. ne pokopavati pod preprogo. Tako, to pa ne dela. A mislite, da je bil tu problem tudi zato, ker sta delala zjutraj, ker oba sta že večkrat rekla, da nista lih jutranji tip V bistvu tako gotovo, ja. Če se Zjutraj- popoldne to zgodi, ni. Zjutraj ob 6 si bolj napet kot In to ob vsak 2 dan, popoldne, ne? ja. In Ja. čisto vsak dan. Ja. In pač par juter je bilo že za nama, Ja. je bilo že sredi meseca in pol enkrat ob 6 pa pač se ne zamuda in je bila nasikana tle. Tu sem rekel, Za 20 minut. Da vaj moram vprašati, ker vidva nadomeščata tudi Denis Audičov, kadar grejo oni kam na Ja. dopust, kot je zdaj recimo sta bila. Če bi Denis Audič zdaj se končal in vama ponudijo jutranji šov domov, govorimo 5 let, Ja. a ga sprejmete. Jaz skoraj ziher, da ne. Razen, če bi ful denarja nama dali. Jaz bi, Torej ne. To je. jaz bi rekel ne. Ne, mi da sva se Ni ful se šans. pogovarjava o tem, pač, da O tem kakšne sva so se že opcije pogovarjala, in mi da ja. sva sklepčna, da je ta termin, ki ga imava zdaj za najina življenja, najboljši. Ja. Najboljši. Jaz sem najbolj na svetu na jutranji šov. In Ona so- je ful bolj jutranji šov kot Ja, mene. ampak sva tudi mislila, da nama bo zdaj, ko so podaljšali z novo sezono, pač 1 uro ne, šova, prej sem imela 3, zdaj imava 4 in Do predstavljali, šestih, in zdaj do ja. 6, sem mislila, oši, to bo pa res zdaj problem. In se pravi, Ne, ne, da ful nama je dobro. ta termin do zdaj najbolj ustrezan. Jaz verjamem, da je vsak od nas ima svojo ceno, ne, in da za neke masne, tako bom rekel, skoraj prepričan sem, da ta firma mi ne bi dala tega denarja, ki bi ga jaz hotel za to imeti. Ne, ker zagotovo sem prepričan. Ja. In da mi ne bi dala, se pravi ne. Ne, in jaz mislim, da je zdaj, tako, ko je radio postavljen, zdaj bi bilo škoda, da bi kdorkoli od nas šel. Jaz se ne spomnim, da bi radio ne bil kdaj tako dobro postavljen, kot je zdaj. Ja. In z ekipo, in z termini, in z vsem. In bi bilo prav škoda, če bi zdaj kdo to prekinil. Zanimivo. Ja, jaz sem prišel, ne? Odlično. dobro. Se pravim. Saj pravim, Da je zelo dobro postavljen. Ja. Kar neki. Pa je, mislim, tudi taka stvar, kot jo ti delaš, zdaj je super doprinos k radiju. Vrhunsko. Ja. Pa ta kava je res dobra, drugače. Jaz še vedno iščem sladilo, ampak drugače pa super. Sveže me. Veš, kaj sem bolj sladek človek. Ja, lej, sledila pa žal nimam. No. Jaz ga nikjer Do zdaj ga še noben ni rabo, veš. Jaz ga sem ga imel v eni zeleni škatlici in ga nikjer več ni, ne vem, vse ga bom najdel. V redu, Ja, no. dobro. V redu je, ni problema. Nimam, ok. Jaz pridem za vama ponovadi ob petkih, kadar delate Ja. normalno. Ne? Aha. Vama tudi v petek, da sta do 6 tukaj, recimo, ni problem. Petek. Veš, da, Ker recimo, Roška, ti si enkrat rekel, da bi šel morda pa enkrat na teden, recimo v Lovšetov termin med 10 in 2. Da imaš pol mičken več od dneva. Dragi kolega, če bi lahko izbrala, bi v petek šla v Lošeto termin od 10. Oziroma, do še 2. reč bi šla v Audiču termin v petek. Jaz bi ne vem, A zato bi pa ostala, Ja, zato bi ja, pa ostala. Enkrat na teden, zdaj delava, Ja. zdaj sva v mesecu decembru, sva vsak četrtek bila zjutraj, zato ker se je delala promocija za 28 ur dobrodelnosti in je bil Denis Audič šel popoldne. In sva rekla, mater, enkrat na teden pa bi. Enkrat na teden bi vstal zjutraj, ker bi vedel, da je samo enkrat na teden in bi imel tisti dan full Ja. dneva. Ja. Zelo ti pride prav, da imaš tako zelo veliko dneva. ampak enkrat je že v redu. Enkrat je v redu, ampak seveda to ima svoj davek, utrujenci kot pes, ne? In Ja. zato bi jaz to samo enkrat na teden naredil, ker drugače bi bil požgan ko Ja, in to ledvica. v petek, recimo. Če pa bi za lahko izbiral, bi pa to zbral Tako, seveda v v petek petek. recimo bi Po bi pa zamenjal. imel zelo dolg V vikend. petek je malo naporno, mislim naporno, pač malo je že tako, pa spoznaj decembra je bilo tako, vsi so bili že tako, sem bil Ja. v petih na kuhanci, ki mi tako ne morem. A veš, lučke so požgali v petih, ne? A veš, Ja. tako ene stvari se ti spremenijo v življenju, ampak po drugi strani sva pa za njo razmišljala, koliko sva midva noro veliko stvari počela med 4. pa 6. včasih. Ja, nikoli, nič. Nič. Med- Jaz, ja. ko sem razmišljal, Robert, kaj si ti nekoč delal med 4. pa 6. Ponavadi sem bil ujet v prometu, ne, ker ob 4 je največja gužva. Včasih sem šel v trgovino, kamor sem prišel šele ob 5. In sem gotovo, da v bistvu nič nisem pametnega zdaj, ker zamudil v mojem nimava življenju. otrok. ja. Če bi midva imela družino, otroke, ki bi bilo treba ob 4 pobrati v vrtcu, to bi pa bila pa druga Čeprav naj se, zgodba. da drug starš s tem ukvarja, veš, da nisi ti glih v gužvi obstaneš. Tako je. Reci. Tako. Se boste pa zmenili, kdo bo šel iskati. Ja, zaenkrat nimam na vidiku pobiranja otrok v vrtcu, zato se mi zdi, da še lahko ta termin do 6 še kar ostane. Anja, zate pa ne morem govoriti, pa nimam pravice. Kaj? Če pa ti imaš v A ja, bližnjem ne, vidiku ne. pobiranja otrok v vrtcu ob 6, ob 4, oprosti. Gremo na še eno skupno lastnost, ki jo vidva imata. Oba bi, če ne bi bila na radiju, bila perfoksa. Aj ne, Roškar ne bi bil, ker ni Ne končal bi bil. faksa. Gremo počasi. Ti si študiral matematiko. Ne, jaz ne bi bil. To je drugače, Anja, zelo zabava, pa vse, ker sem jaz pač pustil faks matematike, ampak jaz ne bi bil. A veš, zakaj sem šel študirati matematiko na pedagoško smer? Ker sem bil v srednji šoli ne zmeden glede tega, kaj bi jaz rad bil, imel sem pa rad samo matematiko. In potem sem
v bistvu malo zavedeno šel študirati, misleč, da bi jaz to v bistvu rad počel. In šele tekom študija me je zadelo, jaz sem stari, ti už profesor. Bi ti sploh rad bil profesor, ti imaš sam rad matematiko. Jaz sem še zdaj ful rad matematiko drugače. Jaz bi koga komot imel kakšne osnovnošolske inštrukcije, ampak imeti rad matematiko, pa biti profesor matematike sta dve različne stvari. Okay. Hvala Bogu, da medtem, ko sem vedno bolj spoznaval, da je bila odločitev napačna, sem ravno šel na to audicijo na lokalnem radiju, kar sem vam prej povedal. In takrat sem rekel, ok, bom jaz kaj tole počel. Ja. Bom jaz kaj tole počel. Na srečo ta služba ne zahteva končanega faksa. Mislim, pa na veliko žalost. Čeprav spodbujajo, zelo jo če bo kdo prišel, spodbuja. da spodbujamo šole. Sem pa potem vseeno naredil fakulteto za medije. Hitra Anja reče, nimaš še diplome. Ja, Nimaš nimam še diplome, ja. diplome. Ne se bi to naredila. Ja. Ampak Ama, sem pa to si naredil šel pa 3 še na leta fakulteto fakulteto. za medije. Sem ga naredil. Mislim, naredil. V bistvu ga zares nisem. Ja, dobro, ja. Mislim, ja, naredil si se izpite in Kaj zdaj pa ti jaz manjka sem še se diploma. Izpite in za moje poprečje je bilo 9,5, prosim. Opa. Ja, to je kar lepo. Lepa. Ja. Anja, ti pa bi bila? Jaz pa bi bila, ja, jaz bi pa bila. Jaz pa sem študirala torej slovenščino in ruščino in sem po izobrazbi profesorica slovenščine. Ja. Jaz sem se pa dejansko videla v tem poklicu. Se še vedno? Zdaj ne več, zdaj ne. Zdaj mi je to, kar počnem v redu, ampak sem imela, mislim, resne plane, dokler v bistvu nisem menjala na porodniški Ane Morel. V bistvu, če bi Jana, pač, mislim, ne če Ti bi si Jana. takrat zelo govorila Ja, o tem, jaz sem da se boš šla takrat- začeti učiti v eni šoli. Ne, Ne? da v bistvu ti moraš pač enoletno pripravništvo pač narediti, zato da pač lahko greš v šolo in jaz sem se že vse zmenila in pa so meni na radio rekli, Jana je pač zanosila, bi mogoče ti njo menjala takrat in sem rekla, ok. Čakajte malo, zdaj In pa pa sem- eno zelo pomembno spoznanje Ja. me je na božično jutro 2022 preletelo. Če ne bi Jana Morel zanosila, Ja. tega vsega sploh ne bi bilo. Ne. Ne mene, mislim, ne mene. Pa bi ne, Rožkar jaz bi tisti bil- dan sam tlele. Ne bi bilo šova domov, ne bi Ja. bilo vseh ti najin video, ne bi verjetno posnela res ne, vseh ja. teh pesmi. Ne Verjetno bi res bilo ne. sploh vsega tega džumbusa, Zelo, proti naju. zelo verjetno ne. Če ne bi Jana Morel, Dobro, hvala da je Jana- Bogu, da se je Jana takrat ne samo da poštepala, ampak da se je prijelo. Tako. Hvala, hvala Jana Morel. No. A? Tako v pravem cajtu se že dolgo Ja, nisi ne prav strani se poštepala, no. včasih poklopijo pač na ta način. Wow, In zdaj mi je dobro super. jutro, Slovenija. No? Ja. Jaz sem to rekel. Ja, jaz sem bila že vse zmenjena. Ja. Wow. In ko so me pač vprašali, če bi pač menjala javnost, sem jaz dejansko razmišljala tako zares, ali ne? Ker sem bila tako, okay, zdaj, če ne bom šla zdaj delati, zdaj sem dobila pripravništvo, eno leto, še plačajo mi ga, pač tako nek bizarn denar, običajno je bilo za vse. Ja, ne morem verjetno. Vidiš, to je moje božično darilo za Roši. Kdaj so še zamek do poštepov? Wow, pravo spoznanje, ne more verjeti. Wow, Ema, zdaj ste že omenili te vajne videe. Začel se je ta vajna zgodba nekako z nategni in pobegni. To imate vse gledalci, poslušalci na YouTubu, prav dobesedno serija. Če daš zdaj vse videe skup, je že celovečerni film. Ja, filmček. To pa se že krije, ja? Ampak začel se je pa čisto interno. Čisto interno. Da si ti, Rožkar je v bistvu tlele na desku, se pravi v pisarnah, da si ga mal. Ja, jaz sem ga začela strašiti, Potem si mi pa enkrat na tipkovnici ko nekaj sem naredila. zamenjala sem črke. Črke. To je bil prvi, mislim, da prvi zapravi video, ki je bil To je s bil tabo prvi ta povezan. pravi video, ja. Ampak pred videi, da se je že to dogaja. Ja, ona je bila problematična vedno. Mi smo se skozi hecala, pač tako, mi dva, Andrejaš, Rok Ostrež, pač tako vsi smo se ful, taki glasni smo pa radi se Sam ni bilo zezamo. nič tako kaj hudga, ne, jaz kar mislim, sta da je- pol vidva naredila. Ja. Anja se malo, mislim, da si se ti usmerila proti meni, ker imava mi dva že nekdaj ful dobro kemijo in Ja. ker se jaz ful dobro odzivam na to, kar mi ti govoriš. ja. In to je ful hvala. Tisti, ki ima mal prenka vsep, ne, ko ga Anja ima, zelo hitro zazna, kdo je kdo prava je, ciljna ja. publika. Ne? Iste tiči skapletajo. Ne? Ja, Tako, ja, in jaz mislim, da če bi jaz se jezno odzval, pa to je malo osebno. Pa iz tega, mislim, razumeš, bi ti ne bi imela veselja tega početi in se nič od tega ne bi nikoli zgodilo. Ja, reakcije so bile prave. Reakcije so, Ja. ker eni ljudje v naši firmi ne jemljejo vsega tako zelo neosebno kot Ja, jaz in a ga so kako ekstra vrsti? surlasti. A ja, zdaj tukaj sicer tehnik, ker so prazniki, da Ja. pa ne bomo poimensko, ja, ko bi bili veliki, Rajš bolj ne. žaljeni, o, ljubi Jezus Marija. Wow, Robert, jaz ko bi čakal in priješ ti v službo v tork. Vse to mele, res za koga, res jih je tle 150, ne, to jih ni. No. Kaj pa vam je bilo pri teh nategni in pobegni najboljš, kar sta naredila, na kaj sta najbolj ponosla, hkrati kaj vam je najbolj, razpizdilo? Recimo, meni je bil najbolj všeč prank, ki sicer ni bil moj, ampak je bil njegov prank, torej tvoj prank, ki si me doma, ko si me doma pričakalo, ne vem, koliko 1000 kozarčkov z vodo in potem še rado mule v balonih. Zelo sem ponosen na to. Je res dobro. 1000 kozarčkov napolnjenih z vodo do roba, kar pomeni, da jih ne moreš premakniti Ja. in jih moraš vsakega posebej odliti, da lahko hodiš. kar hudo. In cela spalnica napolnjena z napihnjenim baloni, kjer noter v gatah stoji rado mule. In to je bil pač bilo- prank genijalen. In to poleg je tega res smo noro. se pol po tem pranku imeli še, smo kar pač naredili žur pri meni doma in smo imeli celo popoldne, smo ga žurali pri meni. To je bilo je ful bil, dobro. mislim, da najboljši prank. Ja. Kaj pa tista najhujša? Najhujša je bila pa...
Meni je bil to všeč, Ne, ko če bom sem jaz ti... povedala. A ja, povej, kaj je nasmešek. najboljša. Meni je bil všeč, ko sem povezal zavoro s trobljo in je Anja vozila avto in je vsakič, ta se mi zdi prav tako. Ta je pa je zelo intelektualno, oprostite. Tega se pa ne morem stati. Tam je res dober, no. Res je bil dober. In smo peljala čez Ta je mesto bila in res dobra. vsakič, ko je zabremzala, je potrobila ljudem in je bilo ekstremno To je neprijetno. nevarno, bi rekla. Kaj Ja. pa tista, da te je res razkurla? A veš, prej si rekel, da tebi ni problem s temi pranki, da tako drugače dojemaš, ampak da si bil pa res malo jezen. Ne spomnim se zdaj. Kdaj sem pa bil? Jaz sem bil Jaz se zdaj... spomnim, da si bil jezen, takrat, ko smo bili cela ekipa Denis Audi Čovak z bleščicami, ampak nisem ti tega jaz trdila, pa šampanca polila. Pač Ja, no, ne, takrat sem pa bil pa jezen. Ja. Res sem bil jezen. V mojem stanovanju bila je polita penina in potem je nekdo razmetal bleščice in so se bleščice prijele na steno in spustile barvo. No, takrat sem pa bil jezen. Ampak jezen. Ja. Jezen. Sem rekel, da mi naj noben nihče več nič ne govori. Kam tako znoro. Ja, zelo zanimivo, da si tega Ja, spomniš. Ja. spomnim, Takrat pač, sem pa ko vem, da bil nisi bil prav name besen. jezen. Pa nisem bil nate, ja. Ja. Anja, kaj pa ti? Moj je bil pa v bistvu, veš, to je taka zelo dobra zadeva, ki pač mogoče poslušalci ne vejo, kako pač moramo mi včasih reagirati, kaj se nam pač včasih zgodi, tudi ko pač nismo v najboljšem stanju v življenju. In sicer jaz sem takrat šla prav v tisti vikend na razen s fantom in potem sem dala še tik zatem uspavati mačka, ki je bil boln. In meni v ponedeljek zjutraj ob 3 Robert pozvoni na vrata. Ja. Kako si bila jezna. Takrat sem bila jezna, razpizdjena, žalostna, prav tako sem bila, prav hodila sem pustiti job, sem si mislila, ma jebite si, opala, kar je možno. Ja, vedela si kao, da vseeno zdaj moraš malo sodelovati, ja. ne moreš zdaj me nagnati, ampak hkrati pa se zaznal na obrazu, Prav kako tebi to gre takrat mi zelo na ni bilo, živce. Ja. ampak dobro, nisem zdaj tega ful delila, da bi pač zdaj vsi vedeli vse, kaj se dogaja v mojem zasebnem življenju, pa kako resna zadeva je kot taka, ampak takrat sem bila pa tako prvič, da nisem hotela pač posnet nečez, tako pa mi drugače, a veš pač. Ja. Ampak pa sem vse naredila in je bilo ok. Ja, ampak pa mogla iti zelo čez sebe. Zelo čez ja. sebe. Ta služba ti prinaša stvari, kot je to, da ti nekdo ob 3 ponoči pride zvoniti na vrata. To se, bi rekel, v konvencionalnih službah ne dogaja. Ampak pa, to so recimo včasih čudne slabosti, ima pa tudi volenih nenavadnih prednosti, ker pač gled, kakšne stvari mi počnemo. Ne, še vedno Lončke si smo tudi polnimo. občutili, ni tako slabo. Ja. Če smo še kar vedno to. Kdaj boste nadaljevala? Zadnji video je zdaj že Ja, ful časa je. maja ali kdaj? Vsi naj to sprašujejo, maja je res zadnji. Ste šla Imamo na Eurovizijo skup, ne? Če se ne motim. Ja, Ruzija pa še takrat je Denis pranknil. Denis, Ja. oba prankno. Kmalu. Imamo pa, dajmo tako reči, imamo V pa glavi. neko žezlo še v ognju. Ja? Mogoče je ta pauza namenska, Malo si treba, ker vseeno Ker je veliko delava zdaj. veliko delava. Ja. Naj si ljudje od tega malo odpočijejo, zelo težko to pričakujejo in bom samo rekel, udarila nazaj bova v velikem slogu. Ne bova malo. A ja? Meni se zdi, da ja. A ja? A si vmes? Čakaj, ti tudi kaj planiraš? Lej, hudič. Lej, to sem hotel reči. A si vidva tu zapisujeta, uno veš doma priješ? Ja. Zdaj sem se pa spomnil, kako mi je sanjalo. Ja, ne Ja. na list papirja. Na mail. ja, Ideje valjda. zbirava v ta Ampak najn tako. procesor v glavi skozi. Ja. Mislim, jaz tudi mail pošljem in šefe vprašam, če je to sprejemljivo. Jaz rad gledam tudi YouTube videe s kakimi pranki, pa se kaj naučim. Zanimivo, tako da lahko še v 2023 pričakujemo O ja. od vaju. Te To bo videi, prelomno leto. te videi so pa pol prerasli najprej v vajen sobotni šov. A pa so res? Ja. Ti videi so Tako. prerasli v sobotni šov? Ja. Ti videi so prilasili v sobotni šov. zato sva ga dobila? Ampak v bistvu enkrat so nama šefi rekli, če bi mi dva delala en ponedeljek za praznik ali neki prvomajski praznik ali nekaj, Denisa ni bilo. A je bil 27. april? Pa sem mi da enimi začela 4 delati. leti? Ja, tako. In pa sem prvič delala in sem se frujela in pa je bilo že tako naslednji teden, kaj če bi delala ob sobotah še 2 urci ali kako sem delala. In to je pač pol prišlo. Točno, tako je to nastalo. En praznik sva delala zjutraj. Ja. In sem Mogoče- delala zjutraj. In Ja. sva se imela the best. In pa sva kar eno poslušalko, če lahko k njej domov. In sva šla kar k njej domov. Točno. K Nini Milič, mislim, da je bilo ime. In sva tam Kaj, pri jedla. svetem Bogu se ti spomniš tega imena? I know. Ti si se spomnila imena poslušalke, kateri so šli na obisk pred 5 Ja, a leti. ni lepo, da zjutraj? veš, kje si bil doma. Pri kom doma si bil. Wow. Sem zdaj ti spet izpolniš. Wow. Kao da sem jaz najbolj nespoštljiv do Ne veš, kje si poslušalcev. zastojn jedel pa pil. Wow. Nadaljujemo zdaj, Wow. nadaljujemo zdaj tole. Ali imaš še kakšno vprašanje? Drugač pa, a ti tudi kaj za jest postrežeš? Ne, to deleč pa še nismo. Aha, ja. Če zrihtaš sponzorja, ali za kakšne toastke delov. Dober. Ne se smo včeraj jedli. Se Ej, sem tam v sobotnem, bomo rekli, kar šovo domov, no, sta začela tu s kvizom WTF, ki ga tu še zdaj redno izvajata. Kaj da je s tabo?
Veš kaj? Ti imaš tako 300 pik zadnji izgubljaš, ono, Veš kaj, kaj to se je, greš? Razlaga je preprosta, jaz Aha. postavljam človeška, normalna, enostavna vprašanja, Anja pa meni srednje ime afganistanske premijejke. In to pa seveda ne moreš Afganistan Sam odgovoriti. je nima vse v premijejke. novicah, ja. Afganistan nima premijejke, Robert. Tako je, ja. Me razumeš, ne? O tem vam govorimo, ne? Veš kaj, ne, šalo na stran. Zmaguje zato, ker, verjemte, imam dolga leta izkušenj, najlažje se živi, če ji pustiš, da zmaga. Takrat imaš ljubi božji mir. Rajš zmaga, Tle pa ne dam vem, roko. kakšne imaš ti izkušnje. Ne, tle pa dam Ko roko. zmaga, greva lahko življenje naprej in je vesela in žvrgoli, 2 besedi, da, draga. a me razumeš. In jaz včasih prav spustim, pa si rečem, redom, imaš prav, imaš Ja. prav. Veš kaj, a bi lahko tam povem, da zadnjič ni znal našteti imena vseh 4 finalistk v Sanskem moškem? Ali jaz znaš ti? Ne, Ampak ti gledaš? jaz ne gledam. Ti gledaš? Ja, okay. Spomnim se, nisem samo tiste punce, ki Katere? je ime Saša. Hana. Neža, Hana. mater! A vidiš, to je to, ne? To je to. Mater ta Hana, že drugič me je skoraj stala zmage. Hana, kako si to Mislim, meni se zdi to Hana. ljudsko vprašanje. A ni, mislim, tako. Ja, zdaj Ja. se seveda izpostavlja najbolj ljudskega od vseh, kar si jih dala v zadnjem letu. No, vprašala sem ga tudi, deva, a lahko še to povem? No, Vse evo, prav. zdaj pa seveda, ne mi Jaz sem ga vsak dan, vsak petek, 3 tedne zapored predsedniške spraševala, kandidate kdo so pomenila. predsedniški No, kandidati. evo, se In on sem jih ni znal našteti. In jaz sem mu prvič, ko so to videli, zdaj naslednji teden te bom isto vprašala. Sem ga vprašala, Zdaj ti veste razložil, kaj se dogaja. Bilo jih je 7, ne, najprej. Tako. In potem je ona meni prvi petek to postavila in potem sem jaz bil prepričan, da mi ne bo ampak ponovila sem mu vprašanja. rekla, da bom ponovila vprašanje. Ja, in jaz sem ravno zato mislil, da mi ga ne bo, ker valjda ga ne bo, če je rekla, da ga bo. In pol ga je vprašala, se je še enkrat, in jaz valjda sem bil nepripravljen in nisem znal. In potem sem mislil, no, zdaj pa valjda ona zdaj razume, da se bom jaz to naučil, ker vsak normalen človek se bi. In potem me je vprašal isto vprašanje še tretji petek. In jaz se ga nisem naučil. Z ker sem bil lastno psihologijo si se. Prepričan sem bil, da je statistično nemogoče, da ker si bo rekla, valjda si ne bo hotel dovoliti take bruke. Ne? No, in me ga je postavila še tretji petek. Kje za stanje bom te? No, in zdaj jaz Nataši nisem Pirc prijazna. Musar In, A zdaj jaz nisem prijazna. in logarje in vse te sem sanjal. No, pol četrtič pa mi več ni postavila tega vprašanja. Ja, je bilo že jasno. Samo ne bi prijazno. Ti nisi tega naredila s prijaznosti. Zdaj, povej zdaj. A ja, pa ni šans. The best. Pol je pa vse skupaj tu po kaj, 2 letih ali nekaj takega? 2 leti, ja, po mojem. Naraslo v to, kar sta zdaj, to je šov domov. Ampak. Vmes bomo mičken ustavili. Tle se vam je v bistvu obema zgodilo, kar ste že ti, Anja, malo menila. Prišla sta do limita, prse. Sploh ti, Anja. Ne? Tako. Kako zdaj na to nazaj gledaš, ker veš, da je to za sabo? Mislim, kakorkoli se sliši to klišejsko, na to vse gledam z full hvaležnosti. Zdaj, a je bilo to potrebno ali ne, o tem sem prav presežen, da danes zjutraj razmišljala. In bi rekla, da mislim, Če je bilo potrebno? če je bilo potrebno za to, da se to zgodi, da pridem zdaj do stadija, v katerem sem. Je te resetira, ne? Ja, a bi lahko mogoče se prej zaustavila, pač da ne bi pač šla tokrat čez sebe, da bi že prej se postavila bolj na višje mesto, kjer sem pač prej bila. Mislim, da žal, iskreno, da to je bilo potrebno za moje življenje. No. Tako kot sem prej rekla, oziroma omenila in se tega zdaj držim, mogoče to je eno izmed mojih vodil, da se vse postavi tako, kot se mora. Pa da mogoče takrat, ko je v nekem momentu, recimo leto dni nazaj, si nikoli ne bi mislila, da je ta izkušnja popripeljala do tega, kjer sem zdaj, mentalno, fizično, življenjsko nasploh, takrat ne bi znala tega osmisliti, zdaj pa to osmišljujem in v redu. No, to je lepo slišati. Roškar, sem ti bil tudi že blizu, ne? Vmes, lihko sem rekel, veš lani, da si prišel nazaj, vmes te mal lihtko. Jaz sem presodil, da je za nadaljevanje moje kariere na Radiu 1 ful dobro, da bi si vzel en mal daljši dopust. Ja. In sem ga. Tle moramo, že počasa tle, ne? Verjetno moramo tle Jaz tudi sem bil že šefe zelo dolgo pohvaliti, ne, da tukaj, ja. pestijo tukaj to, da če je preveč, vzem si pauza, prid nazaj. Pač naše delo je specifično na ful različnih nivojih in uspel sem razložiti, da rabim en daljši neplačen dopust in sem ga dobil. Pa boš to ti rekel, kot Anja, da je bilo to potrebno? Absolutno. Ti nisi bil čist na izgorelosti, ne? Ne, ampak bilo je potrebno. Bilo je Pač zelo resetirati potrebno. se moraš, pač. Rabo sem prvič v življenju, odkar delam v 20 letih, sem rabo malo daljši dopust.
In sem, Okay. in sem si ga Ful vzel. folka si misli, veš, pač se kaj te na radiju, sam se smijo, sedijo za mikrofonom, nekaj govorijo, se skozi nekaj zabavajo, pač probite se vsak dan zabavati. Mislim pa tudi, kadar vam ni, a ne. Mislim, ni tok simpel, ni tok, v bistvu moraš ves čas mal, ne glih igrati, ampak to je naša služba, ok, ampak ves čas moraš mal sebe zanikati, sebe pretentavati, vse plagati, da si v redu, čeprav nisi in na neki točki pač taki smo. Ne moreš več. Biti entertainer je kar zahtevno. Sam bi se strinjala pa z Denis Avdićem, ki pravi, da to, kar mi delamo, je naporno, ampak da ni pa služba. Mislim, je naporno. Za me je služba, ker od tega živim, ampak sem ful vesela, da je to moja služba. No? Ne bi si želela trenutno nič kaj drugega početi, razen mogoče nič početi. To bi bila To bi bilo kar alternativa fajn, za ja. to službo zdaj. Ja. Ja. Zelo dobro povedano. Ja. Jaz mislim, se zame absolutno je, strinjam. zame je služba, ker pač moram vsak dan biti tu, pač je obligacija, To ja. je uno tretje, ampak v redu. Okay. Meni je to absolutno služba. Specifična, ekstremno nenavadna, za mnoge ljudi nepredstavljiva, ampak služba. No, sej, lej, vama se je to, da sta si vzela pauzo, čeprav je bila, Anja, v tvojem primeru res potrebna, ne? Ful nucalo, ker zdaj bomo kmalu na 1 leto od tega, da sta prišla nazaj v šov domov. Wow, kaj pa to? A sta ponosna na to? Ful, Ana Roše. Veliko da reflektirava to leto, no. Se veliko tudi pogovarjava tako pač čisto zasebno o tem in tako, kot sem prej rekla, pač vsaka stvar pripelje do nečesa in recimo moja izkušnja, Robertova izkušnja do zdaj je pripeljala do tega, da se imava zdaj tako najboljš v službi, na radiju in najboljš tudi tako, kot človeka se mi zdi, da sva najboljši verziji sebe. Najboljše verzije sebe, ja. Prav, to je dobro leto. Pa To leto. se zavedata, da sta verjetno trenutno v Sloveniji ena izmed najbolj priljubljenih parov. Jaz sem Ani, Ja, on meni večkrat to reče, jaz tega sploh ne dojemam. jaz sem Ani pred dnevi rekel, da kar ne morem tega dojeti, da moja glava ni zmožna in sem rekel, kaj ona misli, če tebi to jasno, Anja? Ne vem, sem rekla, sem ja, očitno res, ja. Očitno res. Veš, tako, Ja. ne, Jaz kar ne morem tega še zmeraj procesirati. sprocesirati. Ja. Ne vem, mogoče bo, mislim, meni se zdi, da najbolj se vidi to, ko greš pač na tako maso ljudi, ko prideš med tako maso ljudi, kot je recimo bil dobrodelni maraton Radia 1, ko greš, ne vem, na deželaka Junaka po krajih, ko greš, vidimo ne te vem, ko obraze, vidiš, ne. te je zadnjič je bil Roškar Božiček v prestolnici, ogromno ljudi je prišlo. Tako, to, stik z ljudmi ti da to vedeti, no, ampak vseeno, pač mi da sva ful, mislim, zakomplicirani osebi, ampak tako kar navadni, no, a veš, pač nisva za neki, Jaz na poskmetu. ne razmišljava o Mi je tem. pa še čisto jaz ne. vedno znova nenavadno, ko me ljudje poznajo. Meni je to ta občutek mi je še zmeraj wow. Je pa kar zanimivo, če greš tako na kakšen dejt s kom, ne, ki pač ni Roškar in pač se oni vsi ljudje kar dovolijo, reče, kje imaš Rošja in tako jaz, tako, vem, tako en tip sraven in tako, kje pa je Roši in jaz tako, ni tle očitno, a ne, mislim. Kje imaš Ančiko, me skozi sprašujejo. Ob vsakršni stvari, kjerkoli. Valjda. A pa se za mano derijo, Ančika! Lepo, da si zdaj sam na to napeljal. Pa je, da tu znaš samo ti pravilno reči to. Najprej razloži, kako do tega prišel. Nisem še slišal. Ja, veš kaj, moj glavi je full enih turbulenc. In ne bomo vseh delili tukaj na tem jutru. Absolutno neprimerno bi bilo, da bi vse delili. In to, kar gre, veš, iz moje glave. Ja. To ni, jaz zelo malo o tem razmišljam. Jaz imam zelo težave s filtri, mogoče bi rabo še kakšnega met. Jaz pač kar rečem stvari, ali pa zapojem, ali pa odrecitiram, ali pa potegnem, jaz pač kar govorim čudne stvari. In Ančika je pač kar težko. To je kar rečem. prišlo. Ja, prav, ne vem, odkar enkrat. Ne morem, ni dobenega. Moj enkrat je sam tako rekel, neki Ančika in sem kaj, to mi gre res na živce. In pa je rekel, pa dajmo. Ko sem zavila z očmi in ko sem to zaznal, sem rekel, wow, kako bomo to. In potem sem še podaljšal. Ker bolj ga podaljšaš, bolj ona zavija s temi velikimi okami. Ne? Pa ti je zdaj kul to? Žratan? Ančika! A razumeš, bolj ga podaljšaš, bolj je nezo. Mislim, super je. Zatečno mi je, ja. Je pa res, Ampak, ne. okej, Kaj pa ampak če kdo zunaj tu ti reče? To so ti že kdaj? Ja, mene kliče ljudje Ančika. Valjda. Mene doma kliče Ančika. Meni ljudje na Instagramu pišejo, da so vse Anje in Anite doma Ančike za njihove fante in mi ženske pišejo, Roška, to si se ga ti kriv. Ja. Zdaj so vse Ančike. No, zdaj Roškar skuša ufurati še Ančurina Ja. in to se ne bo tako prijelo. Ne, nikoli. Ksej, da je samo ena. Despacito je samo eden. A veš?
Luis Fonsi lahko proba, ne vem, kakšne komade zdaj narediti, pa ne more prekositi Lika Despacita. spomjeril Ančika z Despacito. Bi pa rad povedal, Boš to, kot da, Mariah Carey. da pa zelo sem vesel, da sem postavil nek trend, je pa res, da noben ne more ga tako reči kot jaz. In je prav včasih si prav mislim, Ljubče, morava malo delati na tvojem No, aju, dej. ker ga čist narobe. Dejva. Ja, dej, evo, cirkeško varianto. Okay. Ančika! Ančika! Jo, ne, ni tako prav. Mislim, meni pač v bistvu ne Slišiš razliko? Mislim, mene samo iritira, kaj ti rečeš. Aha, razumem, ja. Ančika! Ne. Veš, kaj da bi se pol tle, da me ne To da dodavi. ljudje, ko poskušajo imati Ampak ni bolski slab, glas. veš? Ni najslabši na svetu, To je v redu. dam ti eno 6, Oj, da dobro. v redu je. Jaz sem cel faks naredil 6. Ni problema. Cool je. Jaz sem ga pa pustil. I'm fine with that. Samo da se naredi. Zdaj pa morate prav moment, da povesta, ker res sta full usklajena. Jaz sem mislil, da bo to danes bolj klešalo. Kaj sta ponosna drug na drugem? Okay, Jaz samo zdaj bo še bolj spodbujal to vzajemnost. Dobro, kot pa- da končamo to leto, bomo druga v januarju Redo. nadaljevali Cool to. naprej. Kaj sva ponosna na pri drugem? Ja. Jaz sem ponosna na Manje fulepe lase. Kakšna ima ona lase, Wow. Ne, šalno sam. Anja je Če si pohvalil čist. njen šampon, mater. Anja je čisto dve, kot je bila pred 2 letoma. Ali pa pred letom pa pol. I'm so proud of her. Ona je včasih, ko se nam je na radiju kaj zapletlo, zelo jo je to iztirilo. Zdaj, mislim, spoh niti najprej stopnjevalo se je do tega, da je najprej sam še parka zavila z očmi, a pa jaz sem zaznal, da jo je malo znerviralo, zdaj pa sam se nasmeje. Prav nasmeje se, si lahko predstavljaš, da jaz tam neki zabluzim pri nekem miksu, a pa mava 5 sekund tišine, kar je na radiju smrtni greh. In Anja reče, pa, to je meni prav še mene inspirira. Včasih sem čisto Prisežem, popenila, oziroma sem se prav znervirala. popizdila je. Ja, če je bilo karkoli narobe, da nekaj ni šlo, da ni bilo perfekcija. Ampak niti ne vedno povezano z mano. A veš, tu, če nek procent ni dobro porezal izjav, ali pa je bil telefonski klic, ko smo nekoga posneli, se čudno je piskalo zraven. Noro jo Ja, je, jaz sem kar malo zorela. res jo je znerviralo. In zdaj, ko jo gledam, si mislim, wow. Jaz sem ful rada, da ljudje opravijo delo, za katerega so plačani. a Ne? Pač meni je to. Ja, a ni to. Mislim, meni je to pač tako, jaz nobenemu ne rečem, a mi napišeš to, kar je pač moje delo, ali pa ne vem, a bi prebral to vreme. Ne reči med svoj mene. del, pa je to to. Ker meni, jaz sem, a veš, pač meni se to ne da. a Ne? In meni je pač isto, če pač nekdo drug. Ja, kaj, ko? Kaj se reži? Mislim, a veš, pač meni, jaz imam to rada. No, da Zelo malo to rada, samo ja. na tak način lahko neka družba funkcionira, da vsak pravi za to, kar pač je plačano. No. Tako da, zdaj sem se pač nehala obremenjevati s tem. No. Anja najbolj zgleda kot kadarkoli je, njena energija je najboljša kot kadarkoli je. In I love her. Anja, vrni. Wow. Oh, fakt, to je težko preseči, Robert. A sem res tako čudovita. Okay, na kaj sem jaz ponosna pri Robertu? Jaz mislim, da je Robert. Jaz vem, da je Robert krasen človek že od nekdaj, se mi pa zdi, da je v zadnjih letih dobil dodatno globino, ali pa samo mogoče razmišljaš. Razmišljaš na druge načine. Nikoli nisi bil šelo, pa karkoli, mogoče tudi, ker se bolj poznava, ampak večina ljudi misli, da je Robert neka taka, a veš pač, Kar rekli, da vidimo že in slišimo, no, dvorni norček, ampak z Robertom, za Roberta lahko rečem, da je res, ti si res moj najboljši prijatelj. Ja. Oh my god. Wow. Mislim, noben ne ve toliko stvari, ki jih veš ti o meni. In ne bom rekla, da ti brezpogojno zaupam, ti pa zelo zaupam. A sem že kdaj izneveril tvoje zaupanje? Ne, ampak izkušnje življenjske so Stanje naučile, še da zaupam dolg. samo sebi. Aha, razumem, ja. Oziroma do prvega kiksa pri zaupanju pri meni. Ne, nisi nikoli, ampak tako, brezpogojno zaupanje, to je taka floskola. Pač zaupati je pa zelo v redu. Wow. A bilo to dobro, ne? Wow. Jaz bi skoraj rekel, da si ga presegla zunem prej. Wow. Ja. Zelo lepo. Ej, prišli smo v bistvu že skoraj do Ampak glej konca. zdaj. Le kako gledaš, že? A ti ni še nikoli rekla, da si njen najboljši prijatelj? Nisem vedel, da sem ja. Mislil pa sem, da sem blizu. Zanimivo. Ja. Pa res tle, podiram tabuje, ej. Nice. Kaj ti ta kava naredi? Zelo dobro! Kaj s to brez kavo? dodatkov. Ogledi! Če si nama ti karkoli vmešal tle. Bova ti malo videla, mogoče imaš Vidimo, dancino vidimo naredila. malo kasneje. Ej, prišli smo do zadnjega sklopa in sicer vprašanje gosta. Moj prejšnji gost iz prejšnjega tedna postavi vprašanje in ne ve, kdo bo naslednji teden z mano. Prejšnji teden je bil z mano Denis Avdić. Čisto slučajno in je vprašal, a lahko ta trenutek pokliče ta osebo, s katero sta izgubila nedolžnost. Ne. Absolutno ne.
Ne. Pod vprašanje, zakaj? Jaz sem ful dobro vprašanje, ful dobro, da nimam več njegove telefonske. Jaz imam to telefonsko številko, ampak absolutno ne. Ekstremno neprijetna božična miza je bila zdaj to. Jaz presežem, da bom zelo Audiča poklicala. Znaš kaj poklicala? Sem Audiča. Kako neprijetno je, prav tako ful neprijetno me je sprejeli. Čakajmo. Wow, ne. Ne, a je ta človek normalen? On je meni rekel- Reči, da bom poklicala človeka, s katerim sem izgubil nedolžnost nekaj. Da bom poklicala. Pa zdaj kličeva tebe. Pa da vidimo zdaj tole. Oj, tu- Anja Roškar tu. Midva sva pri Aljažu Červeku na kavi in je rekel, da morava poklicati človeka, s katerim sva izgubila nedolžnost in te kličeva. Super je bilo tam napovevano. Sam to. Tako. Pa kličeva tebe. Pa kličeva tebe. Ker s tabo sva oba dva na marsikakšen način izgubila. Pa še kako? Sam si kriv, Audič! Pol veš, kdo je tvoj nasleden. Ajde! Zadnjih par oddaj imam skusniki z Audičami. Ja, tako je. Zdaj je čaj, da bosta vida postavila vprašanje Da, mojemu prvo prijazno vprašanje. naslednjemu gostu. A dava kako Te božično? božično, ti se Dej, spomniš. tale božično jutro je... To postavljava naslednjemu gostu? Ja. In ne morem povedati, kdo je. Ne bom prekinil. Kaj delaš za božični večer? Kaj delaš za Kako ga božično? preživljaš? No, Ko v bistvu praznuješ zelo, božični zelo, zelo večer. prijazno vprašanje, Robert. Za Roškarja. Zelo. Že skoraj preveč družinam prijazno. Ja, mogoče Zelo pa dobro. kdo dela pa kaj nenavadnega za božični večer, kot Anja, ki gre rličil na parti do jutra. Okay. Ja, se to res. zelo dobro. Pa jaz mislim, da vsi nimajo božične večerje doma. Vsaj mislim, da ne, da ni to Eni imajo tudi to Eni na imajo Božič, 25, ne? Ja, pa 24 prav nič ne delajo. Ja. Mislim, da je Haris rekel, da ona dva liča gledata Netflix doma. S punco. Brez česar koli. Vsak po svoje Da se mi ima, zdi, ja. da ni to jezik. Ni definirano. 80%, recimo, ne vem, zakaj sem rekel 80, ampak ja. A vam lahko nekaj po resnici povem, A da, zdaj mi le je, šele. da vedno 25. tekom dneva, prav tekom dneva, čutim čist rahlo praznino, ker je konc. A veste, ker meni se zdi, kot Eurovizija da bo se... kmalu. Ja. Ja, Ni isto. 25. se meni konča ena taka... V bistvu gradiš do božiča, ne? In zdaj kar, Ja. Zdaj bo spet. zdaj kar naenkrat konc. Ni še, Robert cel teden delava zjutraj naslednji. Je samo Maraja več ne bo, dobenega Pa cincina. lahko Maraja Tega zavrtiva. boš lahko. A lahko se enkrat zavrtiva Maraja? Lahko, Res? lahko. Od 5 do 6 enkrat. Ja. Če še takrat moji možgani sploh so na 20%. Moji tudi se za to. Wow. Gremo Opa. počasi proti Roškarjevi praznini, še zadnje vprašanje. Za oba in bomo malo zakomplicirali. Odgovorita, da sta skupaj. Torej, kako izgleda vajin popoln dan? Najin popolni dan, dragi, izgleda tako, da mi dva jaz ostanem ob 8 in skuham zajtrk svojemu dragemu in kavico in on ostane ob Jaz ostanem med 10 in 11. on naredi. Jaz popravim vse te otroke, spucam, ne vem, te prelnice. Jaz imam to prednost ali pa slabost, da imam zelo rad tudi hladno kavo, tako da ni problem, bom pil tudi. Jaz včasih pijem kavo tudi 2 dni doma, in to ni sploh noben problem. Na hladnem je na balkonu in se mleko ne skisa. In potem, pač, ko on ostane, gremo jaz, pa na enih 7 otrok, gremo na en tak hribček. Hribček pač hodimo nekaj časa, tam pojemo joto, pasulj, take stvari, Roškar klobaso. In potem gremo dol, damo otrokom risanke, mi dva greva skupaj v banjo. In potem damo otroke spat in pa greva stanskega moškega. Evo pa sem. Kako pa je mi najnim 7 otrokom? Okay. Vse naštej, prosim, vse naštej. Prosim se si. Lana, Lara, Lina, Lena, Loni, Luka, Lojs. Bogi Lojs med vsemi temi ladanimi in loninami. Roškar, Kdaj so pa vsi na L? Ne vem,
Da, draga, ne? Ali kako? Le kot ljubezen. Oh, moj bog, ali je že konc te oddaje? Ja, Alja Da, Rašek grem in jokat, Robert da je božiček, Roškar sta bila tole božično jutro Oh z my nami God. na kavici. Hvala, da sta prišla, zdaj ta teden bosta Nismo vedeli, da itak. si tako super. A res? Druge govorice krožijo o tebi. Vidiš, ja, marsikaj še krožo meni. A ti imaš definirano, imaš ti joške? Ja, Ker se mi zdi, kot da imaš malo telo. ja, ja. Jaz bi fume joške. Mislim, ne te Ja. zize, jaz bi imel Ne, joške. jaz imam zize. Ok. To ni, je definiran, ampak ne tako, kot bi Razumem, hotel. ja. Dobro, smo tole končali. Hvala vama, da sta prišla na Hvala tole tebi. božično jutro. Uživajte in ostaneta še naprej najbolj priljubljen slovenski par. Hvala lepa, Červek, in lep božič vsem se slišmo v torek. Merry Ja. Christmas, ho, ho, ho. 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 Oh my God. Jaz sem slišal, da je ho, 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 pa je smeh od božička. Zato moraš biti reči, kot da ho, ho, ho. Da ti pa vedno govoriš ho, Ja, jaz ho, pa govorim ho. ho, 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 kar je menda v angleščini nekaj drugega. Kava s Červekom. Radio 1. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.